vedno govoril, kaj je lahko lepšega kot učitelj plavanja. Da si plačan za to, da gledaš otroke. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. A bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Evo, dobrodošli v novih oddajah, oziroma trenutno v oddaji, oziroma podcastu Jan David se pogovarja. Tokrat bo to posebna edicija in sicer zadeva je taka, da je z mano Matic Maček, oziroma mestna muca. Živijo, Matic. Živijo. Kako se počutiš? Noro, v tvojem avtu se zmer počutim dober. Predvsem varno, mislim, da bi lahko temu tako rekla. Varno, udobno, seveda nisva še pri tej zavidljivi hitrosti, kjer bi rabila interkom, da bi se lahko pogovarjala med sabo zaradi glasnosti same mašine, motorja, ampak ja, fajn je. No, evo, hvala, da si se danes pridružil meni. Z veseljem. Danes je taka lepa nedelja. Ja, listje odpada z dreves, te barve jesenske. A veš, kaj sem ugotovil dejansko, ne? Da jesen je v bistvu en tak lov narave, ne? Tako kot imamo ljudje up and downs, je tudi downs narave neka jesena, ne? Hočeš reči, da narava umira jeseni. Umira, ampak je s tem možnost za novo rojstvo, nov začetek. Tako da se mi zdi, da je narava v bistvu res en tak pokazatelj, da tudi v naravi ni nekega ravnovesja, oziroma je, mogoče pa to ravnovesje, ne vem. Ja, hvala, da je to ravnovesje, mislim. Pokazatelj je, da je to nek krožni sistem, ne? Da neke stvari grejo, pa pridejo nove. Kaj pa recimo pri tebi prišlo zdaj v zadnjem času kaj novega? Ja, mislim, koliko v zadnjem času zdaj? V zadnji uri, v zadnjem dnevu. Ajde, v zadnji uri je kaj prišlo. V zadnji uri novega dobil sem 2 maila. Okay. Za službo sicer. Neke te novice, veš, kaj to pošiljajo, ta avtomatizirana. Ja, no reply pa to. Ja, no reply. Tako da bom jih jutri pogledal. No, to je bila ta zadnja nova stvar, Pa si vesel, kad dobiš mail? Pa kljub temu, da si nekaj dobil, a si vesel ali, a veš kaj mislim? Pa, kako ne rečem, sem vesel, kadar dobim mail, čeprav takrat, kadar piše recimo zadeva račun, tisto me malo ziritira. Okay. Drugače po večini so lepe stvari. Ampak kaj pa, če je v bistvu reply to tvoj mail, kaj je račun, pa si pa verjetno dobro voljen, ne? Ja, ne, zdaj, če je potrdilo nakazilo, pa je fajn. Če ja, pa zaplačati, pa druga pesem, ne, ampak kot pravi, denar mora krožiti, ne. Ja, evo, pa se spet, ne, denar daš, pa denar dobiš, pa se spet le. Jesen, ne, tako. Narava, jesen, lep dan je. Ja, res. Da se peljava po varni šolski poti. Ja. Dej, ti meni povej, no, če te lahko jaz tudi kaj vprašam? Seveda me lahko, jaz sem vedno odprt za vse vprašanje. No, kakšna se ti zdi ta varna šolska pot, ne? Ne vem, če ljudje vejo, ne, ampak to je ta projekt, po celi Sloveniji se v bistvu urejajo poti okrog šol, ne, s posebno daljno signalizacijo in pa tudi z vertikalno signalizacijo in vse tako zelo pisan. Okay. Mene zanima, kaj ti misliš o tem, a ti je všeč, a ti, ne vem. Dobro vprašanje. Mislim, veš kaj mi rekel, mogoče da je preveč pisan, da že preveč pozoren na to pisarijo rataš in potem mogoče nisi toliko pozoren na cesto. Da že tako okrog sebe gledaš. Vse je lepo, mi je všeč, podpiram to, da je to okrašen pa to, ampak se mi zdi pa mogoče pretirano. No, bom še jaz ti povedal svoje mnenje, ker nisem nikjer bral sem nek ta katalog o tej varni šolski poti in nikjer ne piše, zakaj je tako, kaj je. Ne, pač nekdo si izmislil, pa pač tako je. Ampak jaz sem mnenje, da so tako naredili zato, da se tebi čisto spremeni pozornost. Kad ti priješ, kaj je pravno, kad se pripeljaš, pa je what the fuck, pizda. Kaj je to? Gor v Šmartnem. Mogoče ja, pa da dobijo tvojo pozornost. A veš, in si čisto, to je čisto nekaj drugače, kot je bilo prej, cela ona špura, ne, 30 km. Po mojem, da je to, no, da ti glih more toliko spremeniti. Pa tudi te barve so mogoče in si tako, je lepo, okej, moram paziti se res otroci, koliko smo kot otroci. Mogoče je pa to neka psihološka fora, češ, da se ti nekako na otroke spomniš in si tako, zdaj moram pa, ne vem, na svoje otroštvo, kaj jaz vem, ne vem, nimam pojma. Se spomniš na to, koliko imaš rad otroke. Ja, sam preveč jih ne smeš imeti rad, ne. Ja, mislim... no, razen svoje. Okej,
Dobro Razen vprašanje. Ja, svoje itak moraš imeti najbolj rad, ne, seveda. Ne, ampak dobro vprašanje. A je to vabljivo za pedofile, stari? Kaj, da pridejo v te kroge in probajo otroke zvabiti noter v te kroge, ki so narisani Na cesti. tleh. Ne, da jim So. mogoče jim bolj popestri neko domišljijo, da se on predstavlja, pa kaj bi delal otrokom v teh krogih, ne vem. O, to je čudno. Ne, po moje, da to moraš biti neki, mislim, to moraš biti eno od teh ljudi, da bi lahko rekel, kaj si on predstavlja. Ampak po moje, da v bistvu ne da si on predstavlja, ampak te krogi samo dodaten inštrument, s katerim privabi otroke v svoje roke. Ja, veš, da v bistvu, orodje. pridite, se bomo igrali, ne, v krogu. tukaj, a pa bomo tekli okrog mavričastih stebrov. Ampak ne, super projekt je, dragaj, meni je všeč. Zdaj je vprašanje, koliko to stane, pa kdo je kje. Denar pobram, ampak to bomo drugič reševali, po mojem. Se mi zdi pa všeč, da... Kaj? Ne, kar nadaljujemo. Ja, dajva pustiti. Drugače pa lep dan je, sva že povedala. Ja. In je lep dan tudi za, mogoče res se sprehoditi takole po šolski poti. V bistvu, če nočete izpasti pedofili, pojdite si pogledati to pot v nedeljo. To je tako, life hack v bistvu. To je najbolj legit, ja. Zato, ker če pridete med tednom gledati, pa res... Malo te narobe gledaš, če nimaš otroka, ne. Mislim, jaz nisem imel težav zaenkrat. Ja, veš, jaz sem zmer govoril, sem to tudi zadnjič povedal eni sodelavki, da je bila kar ni vedela, kaj bi rekla nazaj, ker sem rekel, ker mi so bila oba dva učitelja plavanja, v bistvu so še kar, ne. Ja, sva, Jaz sam letos nisem obnovil licence, ampak jo bom pa drug let, to nima veze. Ja. Ampak, jaz sem vedno govoril, kaj je lahko lepšega kot učitelj plavanja, da si plačan za to, da gledaš otroke. Okay, in kaj je moto učiteljev plavanja, zdaj ga pa lahko poveš. Ja, rad imam otroke, še posebej tuje. No, in to mi je, veš, in pol ljudje si to narobe predstavljajo, ne. Mislim, nam se gre za tuje otroke, ne. Mislim, ja, s tem, da ta moto ni zrasel kar na eni glavi, ne. Ja, ne vem, to si mi ti prodal in jaz ta moto sem ti jaz prodal in meni ga ni prodal nobeden, ne. Tako da ti pač verjameš temu in ga zdaj deliš naprej ta moto in zdaj ta moto pozna že ogromen ljudi v bistvu. Eni se zgražajo, spet drugim je všeč. Meni se zdi pa tak realen. Ne, je. Je, ker dejansko, ampak pol je pa problem ljudi, ki si to narobe predstavljajo, se pravi pa njih problem. Čist narobe si vsi to predstavljajo, pač dobro, dajva to. Dajva pustiti otroke. Kaj pa starejši ljudi imaš rad? Tudi imam. Jaz sem en tak, kakor bi rekel moj dobri prijatelj Jure, vse ljubeznik. Predober za vse. Predober za vse, izkje pa to vam potegnil. Ja, tega sem se spomnil, ne vem, takrat sem se spomnil na kamniških katakombah, si doživel ta preporod, tega je enkera bejba ti je to ponudila, si kar vzel, no, se spomnim, da si bil kar tako, to je pa mi všeč in da bomo o tem še kdaj govorili. Mene je takrat to kar presenetilo. Ker je rekla, nisem vedela, da si tako za ljudi, a veš, ne, kakor bi rekel naš bivši župan, ne, da je treba biti za ljudi. Okay. Ona tudi takrat ni mogla verjeti, da jaz govorim, veš, da sem tako, ona se je takrat dejala v neko, ne vem, nižjo sorto ljudi, ne, čeprav danes nastopa po nekih teh oddajah pa reklamah za tuš pa, ampak to nima vezano. Skratka, je rekla, da sem predober za vse. Še danes ne zastopam sicer, ampak v redu. Ja, mogoče, vse kakšnih takih stvari več ne razumeš, po moje čisto. Niso pa, to je bil najin v bistvu prvi in tudi zadnji tak kontakt. Interakcija. Ja, čist. No, lejte, je pač, mogoče ta prvi vtis, neka pravi ljubezen na prvi pogled. Pa ne, da ni šlo za ljubezen, ampak šlo je pa za... Ne, definitivno ne, ampak je šlo pa za neko prvo interakcijo, recimo, ne vem, si pristopil, si bil predober za vse. A veš, jaz si zdaj to tako probam predstaviti, ne vem, zdaj si ti, sva midva neznanca in jaz pristopam do tebe, recimo, in rečem, živo, jaz sem Jan David, ti si Macic, me veseli. In ne vem, in prva stvar, ko jo začutim pri tebi, da si predober za vse, zdaj ne vem, jaz tega nisem začutil, no, zanimivo, mislim, ne vem. Pol lahko iz te zgodbe potegnem to, da ima zelo razvita čutila, ne, to dekle. Čutila in da ve, kaj so čustva in da ima razdelan pri sebi, da je zelo globok.
zelo globoko. Ja, zato pa je pa šla igro študirati. Ja, Ja, kakorkoli, no, predober za vse. Ja. Res. Kje se z tega spomnil? Zmer probam pozabiti to. Ti je travma to, mislim. Ne, ni mi. Ja, itak, da ti je malo travma. Pol vidiš, kako te ljudje dojemajo. Meni je rekla ena prostovoljka je bila v Kamniku, Ja. bila prostovoljka iz Španije in jaz cel let sem jih mentoriral za snemanje. To je tisto, ki so snemali pol tisti dokumentarni film o Kiku. Kiku, tako je. Tako. Ja. No in one so celo leto delali na tem projektu. Bilo je pa eno dekle iz Španije, Aurora, if you're listening, hi, you probably won't understand, but doesn't matter. It's better. Ja. Tako da ona je, midva sem imela tak en zelo hard relationship čez njenega bivanja, zato ker je bil problem, da ona je zelo malo govorila angleško. Jaz sem bil pa tudi, nek ta mulc, star 19 let, Ja. tudi nisem točen vedel, kaj in kako v življenju. Ja. In sem bil mogoče včasih malo zoparan. Ampak Ok. ne spet toliko, da bi uničil bivanje tle v Sloveniji, pa to je še zmeraj rada živela. No in pol mi je rekla, zadnji dan je šla, se je poslovila in pa mi je na Facebooku v bistvu napisala, da je zmer mislila, da sem kreten. Ves ta cajt. 9 mesecev ali koliko 10 je bila tukaj. In I always thought you are an asshole, but it turned out that you are a very nice person. Ampak tega mi nikoli ni povedala v živo, ampak je samo rekla, ja, jaz sem mislila, da si totalen kreten, pa so se valjda dopisovala, pa Ja. me je ful zanimalo, zakaj je tako mislila, ampak pač je imela tak feeling. No, tako da, ne vem, mogoče jaz, pol sem začel, to procesirati, da mogoče pa jaz dajem občutek, da sem tak, da sem zaprt, da druge dajemo nič, nedosegljiv, Tako da je. so vsi manjši od mene. Manj vredni. Ja, manj vredni. Ja. Mogoče, ne glede na to, da nisem blond, deluje malo tak arijski. Okej, to je dobro. Nisem blond, pa nimam modrih oči, ampak da sem, mogoče imam nekaj arijskega v sebi. Ne vem, jaz nikoli nisem tako, do nobenega nisem hotel biti kreten, v bistvu. Nisi Nikoli. bil, ampak a si mislil, da kdaj pa si podzavestno do koga kreten? Mislim, Ja, ne. Tako razmišljam, no. Ne, skoraj mislim, so situacije, ki ne moreš drugače, da bi bil kreten do nekaterih ljudi, ampak da pa... no, to je res. Tako, evo, to si lepo rekel. Se meni zdi, da tako kot ti, kot nek sogovornik v nekem dialogu, imaš možnost, da nekomu daš možnost, a bo kreten ali ne bo. Ne rabiš biti ti ki bo kreten, ampak če pa je kreten, pa žal ne gre Ja, drugače. pa si pol pač tudi ti, ne. Mislim, moraš biti. Odvisno v kakšni situaciji Recimo, si sicer... moja življenjska izkušnja z nekim kretenizmom, bi rekel, je bil na tistem sejmu, tam v sosednji vasi, iz kjer je tudi gospod kolesar, ne? Ja, Pogačar tedaj, ne. Tako, to Ja, bo tam- po moji drugi epizodi malo pokomentirala. Vse te neke situacije, kjer se naberejo ljudje iz ruralnih predelov, Tako. se mi zdi, da so zmer, vidiš, spet sva tam, sem že začel, rangirati. Ja, Oni nekaj so iz etiketirati, mesta, ja. oni so iz Vasi. ruralnih predelov, ne, mogoče sem narobe, ampak tam, kjer je masa ljudi, nima Ja. veze, iz kje pridejo, tam je vedno več šans za konflikte, se meni zdi. Ja, okej, In je polje finta pa v tem, to je lihko kot protesti v Ljubljani, ko vsi pravijo, ja, pa policija agresivna, pa vse, Mi imamo skupne prijatelje, ki so v policiji. In tudi skupne prijatelje, ki protestirajo. Bo rekla, da Tako, mogoče tako. imamo zgodbe iz obeh strani. No. Tako, Tudi jaz imamo sem prijatelje, ki delajo na protestih, bil pogledal ne? proteste. Ja, tako je. imamo prijatelje, ki delajo na protestih, ki so tam zaradi posili svojega poklica. Tako. In pol vsi rečejo, ja, policija uporablja pretirano silo. A bejž ga no, da jo uporabijo. Zakaj se to navezuje na tisto, kar so prej govorila? Zato, ker se ti nekje utrujen si od celega dneva, od vsega, kar se dogaja okrog tebe, in potem te nekdo z nečim blazno ziritira, in ko imaš živce ti čist na koncu, valjda pač postaneš kreten tudi nazaj. Ne glede na to, koliko imaš enega treninga za sabo, pa
pa koliko si tako psihično močen, jaz mislim, da se bo vsak po nekem določenem času, ko pride ta utrujenost, pa to, da se bo odzval negativno. Tako da, če pejte kdaj ljudje, pejte usmerjati promet na kakšen parking, kakšna tekma. Ne? To pejte delati, pa boste pa razumeli policiste, zakaj so živčni. No pa jaz bom tako rekel, ne, da ne bo zdaj izpadalo, da braniva zdaj tle policijo. Ne branim. Jaz pravim, neki so pač sredstva, ki se jih uporablja, neki je pretirana sila, ampak še vsem, tudi on je v službi, je moj zagovor, ker a je res treba policaju, ki je tam verjeten, ne vem, kaj jaz vem, 2 uri pisal papirologijo, pa je mogel še v Ljubljano prijeti, zato da bo zdaj na protestih tam stal, a mu je res treba razlagati svoje življenjske probleme? Ne. Ni. A mu je treba moriti pa v faco nekaj skakati? Ni treba. A ste vi nervozni, če bi vas po 8 urah šihta en buzeriral? Mislim, ja, to je tako, pa oni imajo drug dan tudi še naprej službo, a veš? Jaz podpiram mirne proteste takoj, ampak okej, pustimo to, da so pač neke skupine, ki so verjetno za to specializirane enote za... 100 ljudi, 100 čudi, 100 žena, ne, pravijo 200 sisa. Tako. Ne, dejstvo je samo to, da bi mogel vsak pa kar precej hmalno za moje pojme, da bi mogel tam do 25. leta bi mogel sprobati delati z množico ljudi. Tako, pa jaz nisem za vojsko, ampak za množico, oziroma taka javna dela. Ja. Ne govorimo o služenju vojaškega roka. Tle je, ali je to pomoč na neki prireditvi, da ti štepaš karte, da si kondukter na vlaku, ko se moraš kregati z gospodom, ko ti pač ne bo plačal, da si natakar v baru. Pomeni, da imaš z ogromno ljudmi opravka. Če si ti na nekem šalterju, tudi to recimo je v redu stvar. Samo, če si tam na enem šalterju, kakšna občina ali pa kaj takega, da si ti že v nekem superiornem položaju, pa lahko zavračaš nazaj. Bodi tam, kjer je gost kralj, kjer si ti v bistvu nula. Tako. Začni se zavedati tega, da si lahko nula. Mislim nula. Da nisi ti pomemben v zgodbi, ampak da je pomemben. Zaradi njih. Ti si tam zaradi njih in tako kot bi tudi vsi uradniki mogli biti tam zaradi nas, pa seveda niso. Ampak to nima veze. Ampak ja, dobro. Teorija, praksa. Je pa tudi, če zaključujem, jaz mislim, da vsak bi mogel enkrat sprobati delati res z množico ljudi, zato ker to ti pol odpre marsikaj in tudi si precej bolj strpen v nekaterih situacijah. Vsaj jaz, ko mislim, da pol začneš ceniti v bistvu mir, pa mogoče nek delovni mest, ki ga prej ne bi cenil, pa zdaj veš, da model, lahko bi mi pa 37 ljudi zdajle težili, kjer ne parkirajo. Ampak imaš pa svoj mir, pa recimo programiral spletno stran ali pa delaš za varnost ljudi, karkoli, razumeš, kaj mislim? Recimo, ja. Ja, nima veze, če se ukvarjaš. Se bi še pobral, če bi bili 2 ženski. Se bi tip zraven. Ja, se veš, seksizem. Spet, a vidiš, spet svetlene. Ja, predober za vse. Ja, dobro, a zaključiva s to mislijo mogoče, da bom tako, bom z eno mislijo zaključil tale prvi ali pa kjerkoli del pa to. Ne biti predober za vse, ampak bodi dober. Ja, če si predober, zdaj si spet odprl naprej, ampak se navo nadaljevala. No daj, pa sam predeliva to misel v en stavek, da bo nekako pametno. Lahko zrežeš pol, ne? Ja. Če si ti predober pač do vseh, ne bojo vsi dobri nazaj do tebe. In prej, kasneje se ti to maščuje. Tako. Zdaj pa sam pri sebi pa odvisen pol, kakšen si ne. A si tak, da boš to nadaljeval, da boš še vedno dobričina, pa vsem rešval rit, ali boš pa začel enkrat gledati na svojo rit. Jaz osebno sem tak, da bom še zmer delal za druge. Tudi, če oni ne bojo predobri do mene. Okay. In bom še zmer zato, ker pač če nekdo rabi, se mu pomaga, zakaj pa ne. No, konec konca ima tudi oba nek tak hobi poklic. Ja, vsi nekako smo tako skupaj nabrani v teh sferah, po moje, da smo podobne mentalitete. Čeprav se tudi to zdaj že spreminja, zadnja leta je treba priznati. Mogoče res. Nove generacije, pa tudi kakšne stare so se polno vzele. Druga prepričanja. Ja, drugačne prepričanja. Je pa tako, moraš biti dober z drugimi, ker vsekakor se dobro z dobrim vrača. Vkolikor pa mislim,
ljudi, da se ne vrne, ne, z dobrim. Prej kasneje bo unga, ki si mu na kakršen koli način pomagal ali pa bil dober do njega, pa in če ti tega ni vrnil, bo prej ali slej ga neki poja. Jaz sem siguren v to. Tako da ne bi tunika vas poja, ampak bo tunika ste dobri do drugih, pa ne vračati. druge poja. Pay it forward, je čudovit film, ko v bistvu narediš dobro delo in potem mora naprej narediti 2 dobri deli. Mislim, da je nekak tak sistem. Okay. In tako pol, to je piramidni sistem, ne, mrežni marketing, bi rekel temu. In tako pol ti narediš, jaz naredim tebi dobro delo, ti narediš svoje dobro delo. Za 2 naprej. Za 2 naprej. In pol vsak tako dalje, ne, in tako je ena mreža pol ljudi, ki delajo dobra dela. Okay. Tako da, evo, če bi se vsak tega držal, bi po moje, da ful lep živel, no. Ja, definitivno. Pa tudi, če imaš slab dan, pa magar enemu na prehodu za pešce ostaviš, pa si naredil en dober del, pa sebi si polepšil dan. Mogoče niti njemu ne zavedno, ampak lej. Se na prehodu za pešce moraš ustaviti vsako, ne. Ja. To je po CPP-ju. Po CPP-ju je, ampak vemo, kaj... Ja, včasih se ne da, ne. Ja, jaz sem kar jezen sam nase, kadar ne ostavim, veš, me kar malo matra. Tudi jaz včasih sem bil ful agresiven pa to, ampak zdaj pa se mi zdi, da lej, itak, kaj enkrat počas varno furaš, zakaj pa ne bi. Ja, dosti dolg časa moraš biti na pločniku, da pol veš, zakaj je fajn ustaviti, ne, drugim. Tako. Sploh kaj dež, ne, takrat je fajn. Tudi počas mimo ljudi voziti. Ja, takrat je fajn, da iti po pločniku, da pol lažje ustaviš, pa predvsem bolj previdno voziš, ko se kakšne luže ob robu cestišča, ne. Recimo, bolj uvidevan. No, to je spet to, kar si rekel, delite z ljudmi, a ne. Tle se lahko spet vrnemo. Spet ena izkušnja. Spet si hodil po cesti, veš, kako je iz vidika in voznika, da ne vem, da se njemu ne da, ker se mu mudi, recimo, ali pa bo recimo iz drugega vidika, bo pa, ko sva rekla, ne vem, en je prehod za pešce, en je pa tole, no. Pomagaj mi. A luže misliš? Ja, mislim tako, ne. Iz obeh aspektov pač, ja. Ustaviš na prehodu, ker se zavedaš, ker si bil v situaciji pešca, to je to. Tako da hodite čez prehode, pa ne vozite čez luže. Ja, meni se zdi to super zaključek, da je Jan, hvala. Hvala vam, ker ste gledali. Matic, hvala, da si se usedel v avto. Hvala, Jan. Pa da si se prepel, da so bila varna. Lepo je bilo. Ja, res. Sva malo videla konce Kamniške. Tako. Glejte nas, pa se vidimo, ko se zagledamo. Živ. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.